Dobrodošli v novem videu. Zadnji čas mi je veliko folka pisalo na Instagram, če je Bitcoin že dosegel low, a bomo šli še lower, kakor teh 15,5, ki smo jih videli v novembru. Zato sem je danes v bistvu vzel perfekten video, da gremo malo čez grafe in v bistvu vam povem moje mnenje, a smo že videli macro low na Bitcoinu. Zakaj je danes v bistvu perfekten dan za to? Zato, ker se jutri začne nov mesec, torej bomo dobili nove informacije na monthly chartu in v bistvu bi vam rad danes povedal, na kaj boste pozorni jutri pač, ko dobimo nov candle na monthlyju, v bistvu na kaj boste pozorni, da boste videli, a je macro low že se zgodil oziroma kakšne so verjetnosti za to. Drugače, če kdo slučajno ne ve, macro low v bistvu samo pomeni tak low, ki pač pol cena ne gre več pod to, se pravi nikoli. Zdaj vem, da je macro low dost controversial topic. Ne vem, če si pogledate recimo Bitcoin Twitter ali pa kaj podobnega, imate v bistvu sam folk, ki pač ali govori, da je low že 100% se zgodil, da gremo samo še up, ali pa folk, ki pravi Bitcoin pod 10k, skoraj noben ni tam nekaj vmes, ne. Tako da tukaj bi rad dal en disclaimer v bistvu, da to, kar bom govoril danes, je v bistvu samo glede na grafe, torej glede na tehnično analizo, samo verjetnosti, kaj se je glede na zgodovino, kaj je najbolj verjetno, da se bo zgodilo tudi zdaj. In ja, v bistvu ja, pač zgodi se kdaj, da grafi ne morejo prediktati, kar se zgodi pač v ta pravem svetu, se pravi, vedno je šansa, da bo šel Bitcoin niže, kakor je bil ta low zdaj. Če se zgodi nek Black Swan type event, ne vem, če bo šel Binance bankrotiral, bo Bitcoin probably šel na nove lowse. Ampak ja, v bistvu jaz sem mnenja, da smo najverjetneje že videli macro lowse in v tem videu vam bom v bistvu pokazal par indikatorjev, zakaj se mi tako zdi. Ok, če kar začnemo, imamo tukaj Bitcoin monthly chart in bi si rad pogledal dva indikatorja, to sta RSI indikator pa Stochastic. In v bistvu, če skar pogledamo, najprej bomo opazili na RSI indikatorju Hidden Bullish Divergence. Ok, kaj to pomeni je, Bitcoin je na RSI indikatorju delal lower lowse, se pravi tole, medtem ko je price action v istem času delal higher highse, torej to pa tole. Ok, in to je v bistvu že sam po sebi dost reliable indikator, da lahko pričakujemo nek večji premik na gor, sploh glede na to, da je to monthly chart, ja, pač lahko ponovadi pričakujete kar malo večji premik. No, ampak kar se je meni zdelo še bolj zanimivo tukaj je, da je Bitcoin že dvakrat prej v svoji zgodovini na ta način v bistvu dosegel macro low. Ok. Prvič to tukajle, se pravi low, ki smo ga videli v letu 2019, vidimo enako, se pravi vidimo Hidden Bullish Divergence in pa tukaj se pravi low, kjer se je končal. In isto se je zgodilo leta 2015 oziroma na low 2015. Se pravi, to je pa tale low klele. In se pravi vidimo isto, Hidden Bullish Divergence in pa macro low. Ok, zdaj recimo samo po sebi po temu ne bi lih callu macro lowa, ampak v bistvu bomo si zdaj pogledali še Stochastic indikator. Če si pogledamo, Stochastic indikator je v svoji zgodovini 1, 2, 3, 4, 5, 6krat zamenjal svojo smer, se pravi izmed gor na dol. In ta sprememba v smeri je v bistvu 5krat od 6krat nakazala na macro low. Se pravi vedno, razen kleta zadnjič, ko smo v bistvu videli nek bull trap, ampak je pa res, da se je tukaj zelo gor obrnil, se pravi nad 60 v temu bullish zonu, kakor vidimo, tukaj spodaj je bilo vedno v
pač bearish zone, se pravi pod 50. Ampak ja, v bistvu, kar je bolj zanimivo je, da vedno, ko se je pač obrnil v tem zonu pod to črto tukaj, je bil to macro low in povprečno je od tega sledil okoli 250% move. No, če si označimo, da boste videli, vedno je se prav to bil do zdaj macro low, leta 2012, 2015 pa leta 2019. No ja, in v bistvu naslednji mesec oziroma jutri bomo imeli šanso, da se stokastik spet obrne na gor, če Bitcoin close tam nad 18,000, kar je pač več ali manj sigurno. Če ne dobimo zdaj do jutri 5k dropa, bo se bo stokastik obrnil na gor. No, in kar bomo tukaj v bistvu še videli je, se pravi, hidden bullish divergence na stochastiku. Sicer ne dam lih veliko na divergence na stochastiku, ampak ja, v bistvu še ena stvar, ki nam potrdi, pač, da se bo stochastik najverjetneje odbil, ne. Se pravi, 3 drive hidden bullish divergence in pa pač ja, ta trendline, se pravi, ki smo v bistvu že prej, v bistvu že 2 meseca nazaj pričakovali, da se bo stochastik kot tle najverjetneje odbil. No ja, ampak v bistvu za macro low, kar bi jaz rad še videl je, da se ta indikator, velikokrat sem že govoril o njemu na kanalu, accumulation distribution indikator obrne na gor. Zato, ker v bistvu vedno, kar smo videli je, ko se je ta indikator obrnil na gor, se pravi klele, oziroma se je kle obrnil na gor, kar je še lepši low, boste videli. Klele, tukaj, vedno smo v bistvu videli macro low, ker se ta indikator obrne izdol na vzgor. Ok, ja, in jaz mislim, da je dosti velika šansa, da se bo ta indikator jutri obrnil na vzgor. Kakor vidimo, indikator je tukaj že dosti flat in če si pogledamo v bistvu, se pravi, CME chart se je obrnil že na gor, in pa tudi na nekaterih exchangih, kjer se veliko tradejo futuresi, kakor je BitMEX, je ta indikator že obrnil na gor, in pa na Bybit exchange-u je tudi ta indikator obrnil že na gor. Tako da se mi zdi dosti verjetno, da se bo ta indikator jutri obrnil navzgor. Tudi če pogledamo, se pravi, če si pogledamo če zbrišem te črte, od spremembe barve tega indikatorja, se pravi, od takrat, ko se je barva spremenila iz zelene v rdečo, torej tukaj, se pravi tukaj in pa tukaj v zadnjem primeru, je bil povprečen premik, se pravi od te točke do lowsov, je bil okoli 60%. No in kaj vidimo v bistvu zdaj, v bistvu trenutno je, da je od točke, ko se je torej barva spremenila, se pravi zdaj, do lowsov 58%. Se pravi, dosti fucking close temu povprečju. Se pravi, ja, v bistvu bi makel sense, da se jutri spremeni smer tega indikatorja in v bistvu, ko se to spremeni, bom jaz pač dosti confident, da smo že videli macro low. Se pravi, mislim, da je zdaj že vsem jasno, Bitcoin je na 23,000, da smo videli major low, ja, pač sicer sem jaz to govoril že decembra, ampak mislim, da je zdaj tudi vsem ostalim jasno. Zdaj je v bistvu samo vprašanje, če je to macro low ali bo šel Bitcoin še niže. Tako da ja, rad bi v bistvu dal še en disclaimer, da jutri je tudi FOMC meeting, kar je ponovadi dosti volatilno za v bistvu vse markete,
vred z Bitcoinom. Tako da ja, pač jaz nimam pojma, kaj se bo jutri zgodilo. Expectation je, da bo 0,25% zvišanja obrestnih mer. No, v bistvu kar pričakujem je, da če bo Bitcoin rallyl, se pravi, če bo bullish meeting, pa se bo Bitcoin closil nad 23.700, 23.800, pa če je naslednji moj target 25.000 za Bitcoin. Če bo pa bearish meeting, pa v bistvu pričakujem, da bomo sam videli nek higher low, se pravi, in da se bo pol rally nadaljeval. Tako da ja, zdaj to je moje mnenje, v bistvu hočem poudariti, da to ni financial advice, ne trader zdaj glede na to. Ampak ja, v bistvu zdi se mi glede na grafe, glede na analizo statistično bolj možno, da smo videli macro low, kakor da ne. Ja, to je basically to za ta video, no. Upam, da vam je bil všeč, pa hvala za ogled, se vidimo v naslednjem videu.